V četrtek, 11. marca, je Kostroj strojegradnja d.o.o. gostil vodstvo iz podjetja Petrol Plin d.o.o. Le-to skrbi za celostno oskrbo občin z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom in s toplotno energijo v več lokalnih skupnostih po Sloveniji. Pogovori so potekali v smeri nadaljnjih priklopov gospodinjstev, industrijskih in javnih uporabnikov plinskega omrežja na območju občine Slovenske Konjice. Kaj pomeni plinifikacija za konjiško gospodarstvo oziroma konkretno za vaše podjetje? Jaz mislim, da za plinifikacijo so se nam Konjičanom, konjiškemu gospodarstvu uresničile več desetletne želje. Če pa jaz gledam naše podjetje, pa jaz mislim, da smo vsaj za 30% znižali stroške ogrevanja in pa seveda mi uporabljamo zemeljski plin tudi za tehnologijo, to pomeni za ogrevanje lakirne komore. Na splošno, če pod nekih podatkih postrežem, ko smo mi pred 10 let nazaj, smo kurili na kurilno olje in smo imeli vgrajene stare peči za ogrevanje Emotove, ki so imele 2 MW moči in pa imeli smo potem za ogrevanje prostorov kaloriferje, smo uporabili v vrednosti, če povem, 150 tisoč evrov na leto za ogrevanje denarja vrednosti. V prehodu takrat še že z Petrol plinom na drugi energent, to je na tekoči plin, ker še pač ni bilo možnosti na zemeljski plin in pa s tem, da smo zamenjali vse peči in vgradili sevala, smo zmanjšali strošek ogrevanja na polovico. Mogoče kakšna konkretna številka? Ja, med 70 in 80 tisoč evrov, s tem, da smo dodatno zgradili 4500 do 5000 kvadratnih metrov novih proizvodnih površin. Pa smo kljub temu zmanjšali. Zgradili smo novo lakirno komoro, ki se v celoti greje na plin. Z prehodom na zemeljski plin, zato smo mi tu bili zainteresirani, da smo na eni prvih se priklopili v celoti na ta energent, pa ocenujemo, da bomo stroške zmanjšali še za dodatnih 30%. To je letos računamo maksimalno 50 tisoč evrov. Za to ogrevanje bomo uporabili. Koliko je bila pa sicer naložba v plinifikacijo? Ja, to moram priznati, da res moram reči, da je bilo zelo dobro sodelovanje. Namreč skozi moram reči, da že vse skozi zelo dobro sodelujemo z Petrol plini. Oni so šli tudi v delno sofinanciranje, oni so zgradili, v bistvu pripeljali plin do vseh grelnih teles. Ostalo je bilo naše, jaz mislim, da je vrednost, tako groba investicija je bila približno 250 do 300 tisoč evrov. Mi ocenujemo, da se bo ta investicija nekje povrnila v 5 letih. Kdaj ste točno prešli na plin? Mi smo prešli na plin že tam 2003, mislim, da smo takrat prešli na to, na ta tekoči plin, lansko jesen pa. Ko so odprli pa na zemeljsko. Koliko podjetij je sicer že uporablja plin v Slovenskih Konjicah? Ja, ta trenutek v mesecu februarju imamo najnovejše podatke, je 15 pravnih oseb, med katerimi je seveda Kostroj največje po odjemu ta trenutek. In moram reči, da smo mi lansko leto 20. avgusta smo zadevo zagnali v Konjicah. Mislim, da je bilo konec oktobra, je bil prvi podjetnik Kostroj, gospod Furman, ta, ki je pač začel jemati tudi zemeljski plin. Prva je bila pa občina Slovenske Konjice, tako da bomo vedeli, zakaj gre. Sicer ostalih v januarju in februarju se je priključilo že, so 3 bloki, če se ne motim, in je cirka 120-124 individualnih oseb že tudi na našem omrežju. Nekako mesečna poraba ta trenutek znaša, zima nam je ugodna, to se pravi cirka 70 tisoč kubikov na mesec. Letos bomo z pospešeno marketinško akcijo začeli nekje v začetku aprila, kjer bomo povabili vse neaktivne in vse tiste, ki so tik mogoče pred zamenjavo ogrevalnega sistema,
da bi sprejeli našo ponudbo, kjer bi želeli od 900 možnih priključkov, ki je bilo lani izvedenih, pač čim več priključiti, da to omrežje aktiviramo. Saj na vse zadnje naložbo, ki smo jo imeli v to omrežje, je bila 5 milijonov evrov. Zgradili smo 58 km plinovodnega omrežja, naredili 900 priključkov, danes jih je pa 124. Je to po pričakovanjih? Lahko rečem, glede na čas, ki je prišlo do otvoritev, smo celo malček presenečeni pozitivno, to se pravi, da je bilo več. Res je tudi, da so to odjemalci, ki so se sedaj vključili, tisti, ki so do sedaj uporabljali utekočinjen naftni plin. In seveda je to tudi pomembna cena, kjer je pač danes razlika med zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom ranga med 50 do 60% glede na energijsko vrednost. V primerjavi z kurilnim oljem smo na današnji dan, po teh zadnjih podražitvah, nekje 24% je cenejši zemeljski plin v primerjavi z kurilnim oljem. No, jaz moram poudariti, da je projekt, kot je plinifikacija, da to ni enostavna zadeva in tudi ne traja nekaj mesecev, ampak nekaj let. Tako da sami pogoji oziroma osnova plinifikacije so bili postavljeni že v letu 2006, še v času mandata mojega predhodnika, gospoda Jazbeca, kjer so bile tudi dorečene ali pa izpiljene podrobnosti glede same koncesijske pogodbe in pa seveda kot podlaga za koncesijsko pogodbo pa odlok o podelitvi koncesije podjetju Petrol Plin. Tako da v mojem obdobju je bila pravzaprav naloga, da na osnovi danih temeljev čim bolje izkoristimo možnosti in pa tudi izkoristimo sočasnost, ki je bila ponujena, tako da smo sporedno s projektom plinifikacije položili vodovodne nove cevi in pa kanalizacijske. Še bolj bistveno pa je, da smo ob sami plinifikaciji sporedno polagali tudi tako imenovano kabelsko kanalizacijo, ki jo je za podjetje T2 gradilo podjetje Gratel. In seveda v današnjih časih, posebno še zadnjo leto in pol, ko so se gospodarske razmere zaostrile, je že skoraj prišlo do prekinitve te sočasnosti polaganja kabelske kanalizacije. In tukaj sva z gospodom direktorjem seveda marsikatero situacijo na eleganten način rešila. In jaz mislim, da se lahko Konjičani zahvalijo ravno temu odnosu, ki ga ima gospod direktor do Konjic kot Konjičan, da smo to zadevo speljali do konca tako, kot je bilo tudi načrtovano. S tem pa smo seveda dobili osnovo za nadaljevanje, za nadgradnjo te kabelske kanalizacije. To pomeni polaganje optičnih kablov, ki so pa za Konjice seveda tudi in predvsem pa za te naše občane in občanke izjemnega pomena v današnji dobi informatike.